Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Mesec je naokrog in čas je za našo redno mesečno oddajo o zdravju z Alenko. Zato z velikim veseljem pozdravljam našo drago sodelavko, zdravnico Alenko Simonič. Prvo vprašanje, tako kot zmeraj, je gužva v ambulanti. Moram reči, da se stanje malo popravlja po tistem najhujšem delu zadnjega vala, ampak ja, dela nam ne zmanjka, ga je še zmeraj več kot dovolj, ampak ni pa več tistih 180, 200, 220 ljudi na dan, tako da malo boljše pa je. To pomeni, da tista kriza prehladi in kaj vse prinaša, torej pomlad, alergije seveda tudi, verjetno je to sedaj mimo. Alergije je ogromno, ja. Bolečin v križu, težav z želodcem, tega je zdaj ogromno, ja. No pa zakaj je pravzaprav, to je eno tako vprašanje, ki me zanima, zakaj občasno ljudi boli križ, recimo, zakaj včasih torej imajo bolj te bolečine, drugič manj, tudi kar se tiče ostalih torej delov skeleta. Ja. Zdaj, bolečina v križu je v bistvu tudi delno ima težavo v sami obrabi, delno tudi malo v naši duševnosti, tako eno se z drugim prepleta in vedno se te spremembe letnih časov, takrat se ljudje nasplošno malo drugače počutimo, tudi naše telo malo drugače funkcionira in je verjetno v tem razlog to, pa še poleg tega začne se tudi delo zunaj, to ne smemo pozabiti, da se naenkrat kar se vsipajo same bolečine v križu, se potem malo neko zatišje sredi poletja vzpostavi, ko je zunaj malo bolj toplo, mišice so bolj mehke, več se gibamo, smo bolj razgibani. Potem v jesen se pojavi tista vlažna hladnost, tista vlaga v zraku, mraz, zopet so mišice bolj zategnjene, še hitro hitimo z zadnjimi opravili zunaj. In potem pride zima, ko se praviloma tudi malo poležejo stvari, tako da to kar tak nekako fluktuira, sem pa tja. Ker ljudje radi rečemo, vreme se bo spremenilo, me spet boli križ. Ima to kakšen vpliv dejansko? Ja, včasih se mi je zdelo, da to verjetno samo neka pravljica, ampak zdaj vidim v svoji praksi, da to dejansko ljudje so kot vremenarji, sploh tisti s kakimi starimi poškodbami, za vsem. Verjetno se te neke vlažnosti znotraj sklepov spreminjajo v zvezi z vremenom in verjetno zaradi tega ljudje to različno čutijo. Torej to nič ni medicinsko dokazano? Medicinsko dokazano to ni. No, žal bo najina današnja tema malo manj smešna, pravzaprav zelo žalostna. Tisto, česar se pravzaprav vsi ljudje najbolj bojimo, da bi zboleli za rakom. Obstajajo, torej, generalno vprašanje je, torej, obstajajo kakšni posebni simptomi, da bi torej človek lahko pomislil, grem sedaj na konkreten pregled, da bom vedel, pri čem sem. Ja. No, ena taka stvar, na katero res treba biti vedno pozoren, je neko nepojasnjeno hujšanje, potem kako izrazito potenje samo po noči, če si zatipamo kakršnokoli spremembo, ki je trda, nepremakljiva in neboleča. To so tako nasplošno, mogoče. Ampak jaz ne bi rekla, da je tema žalostna, jaz bi rekla, da je tema takšna, da lahko marsikaj spremenimo. Zato, ker vemo, da za rakom bo zbolel vsak tretji človek in pomembno je, da vemo, na katera opozorila, ki nam jih telo pošlje, je potrebno odreagirati, da lahko stvari še pravi čas odkrijemo. Tudi moramo vedeti, in tega se premalo zavedamo, da je rak dosti bolj ozdravljiva bolezen kot marsikatera druga bolezen. Recimo srčno popuščanje je ena taka bolezen, ki ob postavitvi diagnoze imamo praviloma krajšo pričakovano življenjsko dobo kot pri odkritju raka. Ampak pri raku je res pomembno samo to, da ga odkrijemo pravi čas. Samo to. In so lahko raki popolnoma ozdravljivi. Je pa res, da je zdravljenje malenkost bolj zakomplicirano kot pri kakšni drugi bolezni. Ampak je res treba vedeti, raki so ozdravljivi v veliki večini primerov. In ljudje z nekim rakom, tudi včasih že mogoče ne čisto pozdravljenim, samo zazdravljenim, danes s pomočjo novih zdravil lahko živijo že desetletja. Tako da diagnoza rak ne pomeni smrtne obsodbe, niti približno več ne.
In je to treba tudi v naših glavah mogoče malo spremeniti, ker mi vsi, čisto vsi, tudi mi zdravniki, verjetno ob tej diagnozi, kar nas pač pretrese, otrpnemo in nas vrže, nam spodnese tla pod nogami, ampak je treba vedeti, no, da so mnoge bolezni, s katerimi se vsak dan srečujemo, dosti bolj in hitreje smrtne kot rak. Ja, verjetno pa mora biti rak pravočasno odkrit, ne? Torej, da To je osnovni pogoj za dobro zdravljenje. No, se ozdravi ali se zazdravi? kot pravi? Ozdravi, mnogo rakov se popolnoma pozdravi. Čisto. Žal pa je seveda tako, ne, da so odkriti slučajno, če so dovolj zgodaj odkriti, ko se ta rak torej razširi, je po moje že Ja, konec. ampak Ne? glih v tem je, kako bi rekla, to je glih poanta, da mi probamo rake odkriti, ko so še v začetni fazi. In res je, da morajo, ali jih odkrijemo naključno ob kakih preiskavah, ali pa ljudje res odreagirajo na neke simptome, ki so jim malo nenavadni. In mogoče je fajn, da se danes prav pogovorimo, čisto tako gremo od glave do pete, na kaj je recimo pri kaki vrsti rakov treba biti pozoren. Da se ljudje malo, pa česa se treba čuvati, pa na kaj je treba paziti. Ne? Ampak tako generalno pa lahko rečeva to, ne? Da ni pametno kaditi v življenju, ker če kadimo, imamo dosti večjo verjetnost, da zbolimo ne samo za rakom pljuč, ampak tudi za rakom mehurja, tudi to je potrebno vedeti. Potem ni fajn, če prekomerno uživamo alkohol, ker imamo veliko verjetnost, da zbolimo za kakšnim rakom v ustih, na jeziku, v žrelu, požiralniku, želodcu. In to se mi zdi nekako taki dve zelo pomembni stvari, da jo vemo. Zdaj, sama hrana, kljub vsem nekim raziskavam, ki so jim delali, se je dokazalo, da izbira hrane niti ni toliko pomembna. Pomembno je sicer, da jemo zmerno, da nismo predebeli, da ne jemo samo ene vrste hrane, ampak da jemo raznovrstno, ampak sama hrana na to niti nima velikega vpliva. Tako da, pa še ena stvar, ki je tudi pomembna, je izpostavljenost soncu. Vemo, da v nekaterih državah, kot je recimo Avstralija, so imeli zdaj že 25 let kampanjo, kjer vsi, ki so bili v Avstraliji, prav vejo, da recimo na plažah ljudje ne nosijo s sabo sredstva proti sončenju, mislim za sončenje, ampak v takih velikih kontejnerjih je kremice, kjer samo greš in si mažijo take velike količine kreme nase. Izogibajo se na splošno sončenju kot nekemu športu, neke dejavnosti. In tudi izogibanje soncu torej nam lahko kar marsikatero rakasto spremembo prišpara. Predvsem na koži največ. Predvsem na koži in na očeh. Kateri rak pa je torej najpogostejši? Ja, pri ženskah je to definitivno rak dojke, pri moških je to rak prostate, potem pri obeh je naslednji rak pljuč, potem pa pridejo ti razni gastrointestinalni raki, kot so rak debelega črevesa, rak želodca in ostali raki. Raki kože so tudi že kar visoko, ampak rak dojke pri ženskah je daleč na prvem mestu. Ampak po drugi strani tudi treba povedati, da s pomočjo teh programov DORA, teh presejalnih programov, s pomočjo tega, da ženske res opozarjamo na vse spremembe v dojkah in da smo tudi že ženske nekako to ozavestile, da si dojke pač občasno pretipamo, je kar velika večina rakov odkrita še dovolj hitro in se popolnoma pozdravi. No, hvala Bogu. Ja. No, zakaj pa je to najpogostejši rak na dojkah? Ima več nekih razlogov, zakaj nastane. En od njih je tudi, so ene hormonske spremembe in način življenja, hiter način življenja, kontracepcija, mogoče prepozno rojevanje. Vse to pripelje do nekih takih hormonskih sprememb, ki lahko pripeljejo do raka dojke. Raka dojke je sicer več vrst, nekateri so bolj ozdravljivi kot drugi, ampak ti, ki so najpogostejši, so praviloma tudi, reče se, hormonsko odvisni in jih zato tudi lahko najbolj uspešno zdravimo. Bi vplivalo na raka dojk prekinitev nosečnosti, recimo? To ne, je pa res, da ženske, ki recimo niso rodile, imajo nekoliko večjo verjetnost, da zbolijo za rakom dojke kot ženske, ki so rodile večkrat. Potem tudi bi naj ženske, ki so dojile večkrat, imele manjšo verjetnost, da zbolijo.
Nažalost pa obstajajo tudi genetske težave, ne? Obstajajo določeni geni, ki če jih imamo v svojem zapisu za določenim rakom, skoraj 100% zbolimo. Pri dojki je to tako imenovani BRCA1, BRCA2 gen, ki poleg raka dojke lahko poveča še verjetnost za nastanek raka jajčnikov in raka debelega črevesja. In imamo družine, ne, kjer so, ne vem, ima mama rak dojke, hčerka ima rak jajčnikov, vnukica ima rak dojke, pa še rak debelega črevesa. In danes že ob odkritju teh rakov pošljemo tudi družinske članice, ženske članice na genetske preiskave, da se vidi, ali imajo ta gen. In takim mladim ženskam se že svetuje odstranitev dojk, odstranitev jajčnikov, glavnem, da čim prej rodijo, no, in potem odstranitev dojk, odstranitev jajčnikov, zato da potem zbolevanja ni. No in kaj pravzaprav je rak? Rak, torej, imenujemo ga, mislim... Ja. Rak je dobil verjetno ime rak zato, ker se zavleče lahko v vsako luknjo, ne, tako kot pač rak. Ampak rak pravzaprav pomeni, da se tkivo nekega organa začne nekontrolirano deliti in te celice se potem po krvi lahko prenesejo še vse ostale dele telesa, recimo hrbtenico, možgane, pljuča, jetra, in se tam to tkivo prvotnega tkiva, recimo, ne vem, rak dojke, se potem to tkivo dojke razmnožuje tudi v ostalih organih. In zato, ker tja ne paše, ne, seveda tam povzroča določene težave. Ne, povzroča večinoma kakšne bolečine, kakšna vnetja, razpadanja in take stvari, in to potem dela težave. Tako da rak je res samo eno nekontrolirano razmnoževanje celic, ki pač nastane iz nekih raznoraznih vzrokov. In danes je vso zdravljenje raka usmerjeno nekako v to kontrolirano razmnoževanje celic, v to, da ubijemo te hitro deleče se celice, ne. Kemoterapija, tista klasična kemoterapija pomeni, da mi ubijemo vse celice v telesu, ki se hitro delijo. Seveda to zato nažalost glih za sabo potegne pogosto kakšne driske, težave za sluznico, ker to so vse celice, ki se hitro delijo, in zato s temi zdravili poškodujemo tudi tkiva, ki jih drugače ne bi smeli, ne, ampak je to nažalost tista ena kolateralna škoda, ki jo pač vzamemo v zakup, zato da človek ostane živ. Danes pa še toliko novih zdravil, moram reči, da prihaja vedno več neverjetnih načinov zdravljenja, izjemno učinkovitih, in danes tudi bolniki, ki so prej imeli izjemno slabe prognoze pri določenih vrstah raka, najhujše oblike sta recimo rak trebušne slinavke in pa maligni melanom kože. To sta raka, ki sta bila praktično brez prognoze v preteklosti, danes lahko ti bolniki živijo še kar dolgo časa po diagnozi. No, če bi torej malo specificirali torej vse skupaj, te nesrečne rake, pa začniva torej s kožo, ne? Ja. Na kaj treba biti pozoren pri koži, ne? Pri koži moramo biti pozorni na vsako novo nastalo spremembico, ki nastane na novo. Ni to recimo kakšna pegica, ki jo imamo že od otroštva, pa se zdaj malo spremeni. Tiste praviloma ni nič posebnega. Tumorčki kože so taki, ki se, ko se izrežejo, so pozdravljeni, in teh je hvala Bogu največ. Ponavadi se pojavljajo na tistih mestih, ki so najbolj izpostavljeni soncu, to je obraz, mogoče na rti rok, potem pogosti so tudi kje po nogah. Izgleda pa tako kot ene bradavičke, ki kar naenkrat začnejo rastejo mesec, dva, vi opazujete to in one so vedno večje. In takšno spremembico je pač potem treba iti zdravniku pokazati in vam jo bomo izrezali. Bolj kot pa to, pa so nevarne spremembe, ki tudi nastanejo na novo, izgleda kot ene črne, temne pegice in začnejo spreminjati svojo obliko. Ni nujno niti, da začnejo tako strašno rasti, ampak naenkrat iz neke okroglaste oblike postanejo neke take razvejane, včasih se začne iz njih kaj teči, lahko se srbijo, se na njih delajo krastice, ampak so zelo, zelo, zelo temne. In to so glih melanomi, to so lahko melanomi, ki je resnično izjemno pomembno, da jih odkrijemo čim prej. Če še ne grejo globoko v kožo, se lahko z izrezanjem in z eno določeno terapijo se lahko popolnoma pozdravijo. Ko pa gre čez neko mejo, pa je seveda zdravljenje dosti bolj zakomplicirano. Tako da to se mi zdi, to je, kaj se kože tiče. Spremembe, ki srbijo, spremembe, ki jih imate že od otroštva ali pa ki jih imate že dolgo časa, kakšne bradavice,
To ni tako nevarno. Nevarno so stvari, ki na novo nastajajo in se začnejo nekako čudno spreminjati. Tudi vse ranice, ki mogoče 2-3 mesece ne zacelijo. To sploh na obrazu pogosto opazijo starejši ljudje, imajo recimo nekje na nosu ali pa ob nosu neko ranico, ki se ves čas vedno znova začne nekaj čmižiti, vedno znova se dela neka krastica. Takšna stvar je verjetno rakasta sprememba, če dolgo ne zaceli in jo treba izrezati. No, kaj pa papilomi, recimo, ki se tudi na koži, potem ti izrastki? Papilomi niso nič nevarna stvar, papilomi so večinoma virusi povzročajo, da se tako zelo razširijo, zelo pogosto celo herpes virus in se danes zdravijo z določenimi kremicami in se lahko čisto krasno pozdravijo. Odpadajo torej? Odpadajo, ja. No, katera bi potem bila druga taka... Jaz bi šla mogoče kar po vrsti od glave, recimo, ne. Pogosto prihajajo ljudje z glavoboli in vedno je prvi in osnovni strah, da imajo tumor v glavi, ne. Zdaj, na kaj je treba biti pozoren? Kadar se nam znotraj glave lobanje začne dogajati rasti nek tumor, bomo mi to opazili najprej, verjetno kot malo spremenjeno vedenje. To pravzaprav najprej opazijo svojci, da človek postane malenkost drugačen v svojem karakteru, se drugače obnaša, malo nenavaden. Glavobol je šele kasneje in glavobol je tako tipično, se zgodi zjutraj, ko se zbudimo, ko še ležimo in potem čez dan se umiri, samo od sebe, brez zdravila. To so ponavadi tisti glavoboli, ki jih dela tumor. Potem lahko se pojavi motnje vida, da vidimo ali dvojno, ali nam en del slike manjka. Včasih pa tudi taka nenadna, huda vrtoglavica, brez slabosti, je lahko tudi razlog, da raste kakšen tumorček tu zadaj v glavi, ki sicer ponavadi ni tako nevaren, ampak je lahko tudi tumor, ki lahko potem dela hude težave, ko ga je treba izrezati. Tako da predvsem neka taka spremenjenost, motnje vida in pa glavobol, ki je zjutraj in potem samo od sebe mine, ko se vstanemo, počasi izveni. Seveda tudi, če opazimo, da nam kakšna roka ne gre, kakšna noga ne dela to, kot bi bilo treba, ampak to bomo verjetno že prej odreagirali. Ja. Teda to je, kar se tiče glave. Potem vrat je zelo pomemben. Ne? Mi sploh, ki živimo tu okolica Ormoža, vemo, da nam kar malo preveč alkohola vedno uživamo. Ne? In en predpogoj za tumorje v ustih, v žrelu je ali zloraba alkohola ali zloraba cigaret in je v bistvu rezervirana samo za to vrsto bolnikov. Ampak čim opazimo v ustih, da nam raste neka sprememba, da nekaj začutimo z jezikom, da je nekaj zraslo, kar tja ne spada, če imamo občutek, da ne moremo jezika dobro premakniti, da imamo težavo pri žvečenju ali pa da ne moremo dobro požreti sprva trde hrane, kasneje mogoče vode. Če imamo občutek, da se nam to nekje tu ustavi, pa da se moramo mučiti, je to absolutno znak, da moramo do osebnega zdravnika. So lahko tudi drugi razlogi, ampak takšno, kadar imamo težavo z požiranjem, moramo vedno do osebnega zdravnika. Če si zatipamo na vratu kakšne bezgavke oziroma kakšne bulice, ki so trde, pa ne boleče na pritisk, absolutno takoj k osebnemu zdravniku. Spremembe, ki si jih zatipamo, pa nas bolijo na pritisk, so ponavadi bezgavke, ki se povečajo zaradi kakega vnetja. Glavnem, boleče stvari nas tako ne skrbijo kot neboleče. Teda, čim je kaj nebolečega se je pojavilo na vratu, do zdravnika. To je mogoče glede vratu, biti pozoren. Potem pa, če greva na dojko, ki je najpogostejša, ženske si seveda dojke pretipamo, fajn je, da si jih tipamo, da imamo roko za našim vratom in si počasi pretipamo dojko, najprej eno in drugo, približno isti dan v ciklu, po menopavzi pa mogoče 2-krat na mesec. Najbolj fajn je to narediti med tuširanjem ali pa v vodi, ko imamo še milo na dojki, je to nekako lažje fajn gladko pretipati. In če zatipamo karkoli takšnega, kar je trdo, nepremakljivo, globoko noter, gremo pokazati svojemu zdravniku. Fajn je tudi, če si poleg dojk vedno pretipamo tudi pazduhe in tudi, če v pazduhi zatipamo neke trde, nepremakljive, neboleče spremembe, zopet neboleče spremembe, tudi obiščemo svojega zdravnika.
Moram povedati, tudi moški imajo raka dojk, ne? To ni stvar, ki je samo pri ženskah, čeprav je seveda pri ženskah tolikokrat bolj pogosta, ampak je pa tudi pri moških v eni drugačni obliki. Tako da lahko opozoriva moške, da če moški opazijo na dojki kakršnokoli tako luhčečo spremembo okrog prsne bradavice ali pa spremembico pod bradavico, tudi morajo iti dojko pokazati osebnemu zdravniku. Pa še mogoče koža na dojki. Če ženska opazi, da je koža postane taka pomarančasta, ali pa opazi kako čudno rdečino, ki ne boli, ki ne peče, ali pa da je neka vdrta koža na nekem mestu v dojki, to je praviloma vedno znak rakaste stvari in takrat tudi takoj do osebnega zdravnika ali ginekologa, ki vam potem vas bo napotil naprej. Tako da to je glede dojke. Mogoče bi povedali nekaj še o trebušni slinavki, ker je to en rak, ki si zelo želimo, da bi ga našli pravi čas, zato ker je od tega, kdaj ga najdemo, izjemno pomembno, koliko časa bomo potem še živeli. Rak trebušne slinavke se pogosto začne z eno bolečino v trebuhu, ki ni gori kot pri želodcu recimo, ampak je malenkost nižje tu okrog popka. In ta bolečina se zelo rada projicira nazaj v hrbet. Ena taka nelagodnost v hrbtu, nekje čisto zadaj na istem nivoju zadaj. Bolniki tudi dostikrat opazijo tako svetlo blato, svetlo kot je recimo ta miza, čisto svetlo, to je tudi vedno alarm, da je treba iti do osebnega zdravnika. In pa seveda, če opazite, da ste postali malo rumeni, če so beločnice rumene, ko se zjutraj v ogledalo pogledate, ali pa če vam kdo od vaših domačih reče, da ste neke čudne barve. Potem je treba biti pozoren tudi na, to je recimo glede trebušne slinavke, res bolečina tu v srednjem trebuhu, ki projicira se v hrbet. Pa mogoče tako malo nejehčnost, pa malo začne hrana smrdeti. Še bolj je zanimiva ta izguba apetita za določene bolezni pri rakih želodca. Če se nam nenadoma, če začnemo hujšati, pa nas boli tu v želodcu in nam začne smrdeti meso, je to tudi znak, da je fajn, da čim prej obiščemo svojega osebnega zdravnika in mu to povemo. Vedno opazujmo tudi svoje blato. Če se nam izmenjujejo zaprtje, driske, malo 3 dni zaprtje, pa 2 dni driska, pa 3 dni zaprtje, pa 2 dni driska, to je vedno alarm, je vedno treba narediti kolonoskopijo. Potem zdravnik verjetno bo tudi pogledal kri v blatu in če je prisotno, vam bo tudi svetoval kolonoskopijo. In danes z SWIT programom, katerega res pozivam vse najine gledalce, da se ga res udeležijo, ker je to ena stvar, ki fenomenalno deluje. Odkrili smo toliko rakov v pravi čas, da je to en od rakov, ki najbolj uspešno pada v Sloveniji. Rak debelega črevesja je v tistih grdih fazah, ko so potrebne operacije, kemoterapije, obsevanja, tega raka je, hvala Bogu, zdaj se začelo že poznati, je vedno manj. In si želimo, da bi to bilo še boljše v prihodnosti. Tako da, če opazimo recimo črno blato pogosto, pa ne jemo glih železa kakšnega, ali pa nismo jedli borovnic ali pa kaj takega, tudi bodimo pozorni in obiščimo svojega osebnega zdravnika. Tako da to je glede recimo črevesja, prebavil. Potem pa pridejo mogoče na vrsto spolni organi, ne. Mladi moški imajo na žalost kar pogosto rak testisa in si ga praviloma sami zatipajo dokaj zgodaj, no. Ampak še enkrat, če si zatipajo kakršnokoli spremembo na testisu, ki ne boli, morajo takoj do osebnega zdravnika. Spremembe, ki so boleče, so ponavadi povezane s kakimi drugimi stvarmi in nas ne prestrašijo tako zelo, čeprav bomo vse pogledali. Ampak kadar pa gre se zatipa kakšna neboleča sprememba v modu, pa je treba iti do svojega osebnega zdravnika. Tudi če si zatipamo kakšne povečane bezgavke v dimljah, prav tako. Pri ženskah pa so težave s kakimi krvavitvami, recimo ženske po menopavzi, če zakrvavijo nenadoma iz nožnice, je to tudi en alarm, morajo takoj do ginekologa. Če imajo ženske, recimo pri raku jajčnikov, je tako pogosto, da imajo ženske občutek, da jih sili malo na vodo, pa najprej mislijo, da imajo kako vnetje mehurja, pa je v bistvu vse v redu. In se to kar nekako ponavlja, če je takšna,
če vas ne opozori osebni zdravnik, dajte kar same ženske iti mogoče do ginekologa, da se opravi ultrazvok, ne? In se potem lahko odkrije rak jajčnikov, ki se tudi dostikrat težko odkrije zgodaj, se lahko odkrije še pravi čas. Tako da to so mogoče spolni organi. Potem smo še takega pozabile. Katere rake? Ja, končno tudi potem na kosteh, ne? Ja, raki na kosteh so sicer izjemno redki. Primarni raki kosti so izjemno redki. Se praviloma bolj pojavljajo pri mlajših ljudeh in se pojavijo kot neki čuden izrastek, ki izraste iz kosti, ki ga včasih vidimo samo na rentgenu, no, ampak ljudje ga ponavadi čutijo in to boli. To so večinoma taki sarkomi, se to imenuje, ali pa še kakšni drugačni tumori, in ti tumori se potem seveda zdravijo z praviloma bolj ali manj z amputacijami določenih delov, ne, če je to možno, ali pa z nekimi obsežnimi operacijami. Je pa res, da ljudje pogosto rečejo, da je imel nekdo raka na kosteh, kadar gre za metastaze, metastaziranje osnovnega raka, torej tega, da se tkivo tistega primarnega raka po vsem telesu nekako razpelje in zelo pogosto gre v kosti. To se pa kaže z eno tako res močno bolečino, recimo predvsem v hrbtenici, ki je noč in dan enaka. To ni tista bolečina recimo v križu, ko te boli, pa vzameš tableto, pa je malo boljše, ali pa je mogoče po noči malo bolj močna, ali pa tak nepogibanje malo bolj močna. To boli ves čas enako in praviloma ti običajna protibolečinska zdravila ne pomagajo in potrebuje malo močnejša zdravila. Je pa res, da pri bolnikih, ki imajo že neko maligno bolezen, čim začnejo tožiti o kakršnikoli bolečini v kosteh, praviloma mi že takoj gremo delati tudi kontrolne rentgene za vsak slučaj zmeraj. Tako da je to v zvezi s kostmi. Pljuča mogoče še, ne. Pljuča smo rekli, je sicer v večini primerov kadilski rak, na žalost pa tudi v kar nekaj primerih ni nujno, da smo kadilci, je sicer tista oblika raka dosti bolj ugodna, manj nevarna, ampak še vedno je to rak. Ponavadi se pa začne rak pljuč kazati z eno tako zasoplostjo in enim kašljem, ki ne pojenja. In tudi tu je mogoče fajn, da poveva, ne, da če nek kašelj traja 2 meseca, pa ne neha, in je vaš zdravnik vas pogledal in je ugotovil, da ne gre za neko astmo ali pa da ne gre za zatekanje želodčne kisline, je definitivno potrebno narediti rentgen pljuč. Pa opozorila bi mogoče tudi še na hripavost. Hripavost, ki traja več kot 2 meseca, pa nimate težav z želodčno kislino, prav tako zahteva obvezno takoj specialista ORL, da se tudi izključi kakšen rak grla, ne, o čem smo prej govorili. Ampak nek suh, dolgotrajen kašelj, ena taka utrujenost, taka zasoplost mogoče ob naporu je tudi en znak, da bo treba nekam iti. No, potem pa seveda žal še tudi obstaja rak krvi, ne? Levkemija ali verjetno je več teh. Ja. No, to so pa taki tipični simptomi, ki se začnejo pojavljati predvsem najprej po noči, in to je eno tako nočno potenje, tako izrazito nočno potenje, čez dan je vse ok, po noči se začnejo potiti, začne se hujšati in lahko si zatipajo kakšne povečane bezgavke ali na vratu, ali pod pazduhami, ali v dimljah. Ali včasih celo v trebuhu, če so zelo suhi. Dostikrat imajo pa recimo pri kakih levkemijah, so pa bolniki, ki imajo pa kar en prehlad za drugim, kar ne morejo se rešiti nekih prehladov, non-stop se to ponavlja in takrat se mi pogledamo kri in takoj vidimo, če bi šlo za kako tako stvar. Ti raki krvi so en taki, kako bi rekla, en vrhunec je v bolj otroški dobi, drugi je bolj pri starejših, ampak tam praviloma ne poteka tako hudo nevarno kot pri otrocih in mladostnikih. Tam so pa te levkemije lahko res zelo hude, ampak moram reči, da danes z novimi zdravili so skoraj v večini primerov popolnoma ozdravljive. Tako da to je pa tudi ena pri mladih. Pri starejših so to ne kronične levkemije, ki praviloma ljudje zaradi njih ne umrejo, morajo sicer prejemati zdravila, hoditi na kontrole, ampak ne umrejo praviloma zaradi teh bolezni. Potem so pa še limfomi, to so pa raki bezgavk, recimo, če tako temu rečeva, limfnega tkiva po telesu. Ti so pa lahko
zelo, zelo neugodni, začnejo se isto s tem z nočnim potenjem, hujšanjem, z povečanimi bezgavkami po telesu. Lahko tudi recimo v nosni votlini se to limfatično tkivo močno pojavi, lahko samo v trebuhu in je danes tudi že odlično ozdravljivo ali pa vsaj zazdravljivo pri tistih najhujših primerih. Tako da res moram reči, no, da nove oblike zdravljenja eno veliko upanje nam vsem prinašajo za naprej. Se vam zdi, oziroma strokovnjaki najbrž veste, da včasih pa ni bilo toliko rakov, ne? Včasih, ne vem, no, pred stoletji recimo, ali nismo vedeli za to? Nismo vedeli, ker so ljudje prej umirali, ne? Vi morate vedeti, da pred 100 leti je bila povprečna življenjska doba okrog 50 let in velika večina rakov se začenja šele kasneje, ne? Tako da tega verjetno niti ne vemo. Bolezni pa kot takšen tudi še niso poznali, ne? Pač ljudje so umrli in se ni vedelo zakaj. Tako da rak je ga resnično vedno več, ampak predvsem ga je več na račun tega, da se tudi vsi mi vedno bolj staramo in smo vedno starejši. Poleg tega pa so cigareti, ne? Je alkohol, so droge določene, ki tudi lahko kakšne težave z jetri kasneje povzročajo, ne? Recimo rak jeter. Vi morate vedeti, da ciroza jeter, ki je nek zaplet, lahko v naših krajih največkrat zaradi neke alkoholne okvare jeter, pač gre v cirozo in ciroza jeter v določenem odstotku gre v rak jeter, ki je izjemno neugodna stvar in se tudi zelo težko zdravi, čeprav danes tudi že relativno v redu, ne. Tako da se mi zdi, no, da je pomembno, da se ljudje opazujemo, da odreagiramo na kakšne spremembe. Dostikrat pride k meni kakšna gospa, ki si že kakšno leto tipa kako spremembo na dojki, pa jo je strah priti to pokazati, ker nekako čuti, da ni v redu. In je potem dostikrat lahko prepozno, ne. So potem zdravljenja dosti bolj zakomplicirana ali pa se tudi na žalost ne končajo dobro. Tako da je fino, če odreagiramo na neko spremembo, ki jo nekje začutimo. Kljub temu, da je zdaj res mogoče malo težje bilo priti ali pa je priti do osebnega zdravnika, pa da eni celo nimajo osebnega zdravnika, ampak verjamem, da če boste kateremukoli zdravniku, tudi kakemu nadomestnemu, povedali, kakšno težavo imate in je kakšna od teh, o kateri smo se pogovarjali, vas bo vsak zdravnik pogledal in vam vse osnovne napotke dal in vas napotil na tiste osnovne preiskave, s katerimi se lahko stvari vidijo. Bi pa mogoče še povedali še eno stvar pri tistih, ki pa že bolehajo za rakom, pa imamo zdaj v Sloveniji na srečo tudi tako imenovane paliativne time. To so timi, v katerem je zdravnik in diplomirane medicinske sestre, ki prihajajo tudi na dom. Pri nas pač prihajajo iz bolnice Maribor in pa bolnice Rakičan, ki pa hodijo k takemu bolniku, ki je pač v neki bolj končni fazi svoje bolezni in ima tudi številne težave. Poleg tega tudi svojci, ne, rak nikoli ni diagnoza, ki prizadene samo tistega enega, ampak okolico, ne, naokrog. In ti timi prihajajo domov, s tem lahko se pogovorite z osebnim zdravnikom, da izda en taki delovni nalog, vas pridejo pogledati, vam probajo z raznoraznimi nasveti, z raznoraznimi zdravili olajšati določene stvari, če vam jih pač vaš zdravnik mogoče ni uspel ali pa ni, ne. Tako da se da tudi tu že nekaj pomagati in se lahko tudi bolezni, ki se na žalost ne morejo več tako dobro zdraviti, se tudi tu lahko olajša trpljenje bolnikom. Tako da se mi zdi, da danes več ljudje ne bi smeli preveč trpeti, čeprav se na žalost temu pa ne moremo vedno izogniti. V glavnem, torej preventiva, neka opazovanje svojega lastnega telesa, pravočasen odhod torej k zdravniku, so rešitve. Ja, torej. neka utrujenost, hujšanje, slabo počutje, ki traja mesec, dva. Rajši priti k nam, ne. Tega je sicer zdaj po covidu ogromno, ne. Ljudje se zelo slabo počutijo, mislim, res so bogi in to traja tam nekje, včasih tudi do leto dni lahko, ne. Ampak kljub temu, čeprav ste imeli covid pred nekaj meseci, pa če se še vedno tako počutite, je mogoče vseeno fajn, da greste do svojega zdravnika, ker je seveda kljub temu lahko zbolite še za čim drugim. Pa še nekaj je pomembno, ljudje, ki so že preboleli kakšnega raka, imajo na žalost večjo verjetnost, da bodo dobili še kakšnega. Zato ti ljudje potrebujejo še toliko več kontrol in še toliko več samoopazovanja.
Zakaj po vašem mnenju nekateri ne obiščejo zdravnika? Recimo imajo, se jim pojavi kakšna težave, ampak ne gredo oziroma do konca odlašajo, ne? Je to strah? Večinoma je to strah, pred diagnozo, Ja, resnico? Ja. Moram reči, da skoraj v 99% je to strah pred diagnozo, ki jo kar nekako slutijo, ne. Je včasih tako prav si žalosten, no, ker vidiš, da bi mogoče komu lahko, če bi prišel pravočasno, absolutno, življenje bi bilo rešeno, ne. Ampak včasih pač to več ni možno, ker res odlašajo do takrat, ko več sami niti ne morejo priti, ko jih pač neki svojec potem že ves obupan pripelje. Tako da, verjetno je vsakemu od nas težko slišati hude diagnoze, ne. Vsakega od nas je strah, ko ima neko stvar. In se mi zdi, no, da je fajn, če imaš en dober odnos s svojim osebnim zdravnikom, da nekako greš tja z nekim, da veš, no, da te bo nekako potolažil, če ne drugo, in ti povedal, kaj je, in ti bo probal po najboljši volji pomagati, no. Tako da, res pozivam bolnike, no, kakorkoli. Nikoli nismo jezni, kadar nekdo pride, mislim jezni, saj smo mi to tam, ne, ampak nekateri ljudje hodijo res radi dosti k zdravniku, so dosti pri nas, ampak nikoli nismo jezni, če kdo pride z nekim takim simptomom, z neko tako skrbjo. To se bo vedno pogledalo, tudi če je ura 3:30, ali pa, v glavnem, to se vedno pogleda, ne. Tako da, jaz mislim, da naj ljudje pridejo take stvari pokazati in naj sami sebe opazujejo, ne. Alenka, hvala lepa. Upam, da bo takšnih problemov čim manj, ne, ampak Ja, ne bo jih, ne, ampak zato pa želimo pa si, da bi jih čim prej našli in zdaj z novimi oblikami zdravljenja res lahko pacientom marsikaj ponudimo. In mnogi ljudje, ki so mogoče še 10 let nazaj umirali zaradi neke bolezni, jim danes ni več treba. no, morda še samo preden se torej razideva, zakaj pa tako dolgo recimo se ne najde nekšno konkretno zdravilo, ki bi torej ozdravilo popolnoma raka? Vedeti morate, da rakov je 1000 vrst, ne. Rak, recimo že ne vem, rak, ne vem, dojke. Rakov dojke je več vrst, ne, niso enaki. In pravzaprav bi rabili za vsako od teh vrst neko zdravilo. Hkrati pa tudi, veste, ogromno zdravil, zelo učinkovitih zdravil za rak pa že je. In tudi se zdaj razvijajo še nova, ki se bojo z pomočjo nekega inženiringa genetskega vstavila v telo in na novo izdelala neke stvari. Nore stvari se nam in obetajo in so že tudi so že v uporabi. Pogosto ljudje niti ne vejo, kakšna fenomenalna zdravila dobivajo, ne. Bilo je recimo dostikrat hecno zdaj v času covida, ko so kaki bolniki, ki so dobivali zdravila, ki so narejena na isti način, kot je cepivo recimo, ne, in so ozdraveli s pomočjo takega zdravila, se niso želeli cepiti, ker niso zaupali cepivu. In bilo vedno tako, sem si mislila, ne, zanimivo, ne, tam seveda, tam sprejmeš vsako pomoč, je pa gre za čist iste neke postopke. Tako da danes je toliko nekih dobrih zdravil in v Sloveniji imamo na razpolago verjetno veliko večino teh zdravil in jih pacienti dobijo dosti prej kot marsikje v tujini in dobijo jih zastonj, ker v tujini niso zastonj. Tako da jaz mislim, da ni pri nas vse tako slabo, no, in imajo naši bolniki kar dosti možnosti, da ozdravijo ali pa da doživijo eno lepo starost kljub rakasti bolezni, ki jo imajo. Alenka, nimam več kaj dodati, ne, niti zaključka si ne bom izmišljevala, ker je neumestno. V glavnem, hvala lepa. Vsi tisti, ki smo te dobro poslušali, nam je v veliko pomoč vse, kar ste povedali. Nič, uspešno delo, pa se vidimo znova čez mesec dni. Hvala lepa. Hvala. Tako, hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Verjamem, da je tudi vam bilo marsikaj, kakšno pojasnilo dano danes v razmislek. Hvala lepa za pozornost, pa se vidimo torej znova 3. ponedeljek v mesecu maju. Srečno do takrat.